Dobra novica za mariborsko onkologijo. Danes so končno dostavili prvega od 4 novih obsevalnikov. Ti bodo nadomestili stara, ki se zaradi starosti nenehno kvarita. Nabava 4 linearnih pospeševalnikov in pripadajoče opreme je stala 34 milijonov evrov, financira pa se iz evropskih sredstev. In kaj ta pridobitev pomeni za onkološke bolnike? To pomeni, da ne bo več vožen v Ljubljano, to pomeni, da bo še bolj kvalitetno zdravljenje in ne me narobe razumeti, čeprav je onkološko zdravljenje, da bo še bolj prijazno zdravljenje. Novi obsevalniki bodo tudi močno olajšali delo osebju onkologije. Omogočili bodo širitev obsega obsevanj in hitrejše obravnave. Danica Ksela. Tako osebje kot bolniki so si sedaj lahko odahnili. Odstranili so prvi star pospeševalnik, ki je bil pogosto v okvari, in namestili novega sodobnega. Čez 2 do 3 tedne še 2, na njih, torej na teh 3, pa začnemo delati v aprilu, kar je izjemno optimistično, samo mi bomo to zmogli, zato ker bomo delali cele dneve, da jih bomo umerjali. Preden jih bodo lahko pričeli uporabljati, je potrebnih veliko priprav, od postavitve do različnih meritev. Običajno to traja po pol leta, a v Mariboru zatrjujejo, da bodo ta čas poskušali maksimalno skrajšati, predvsem zaradi bolnikov. Verjemite mi, kak mi je hudo, ko moram zdaj reči, da mora iti v Ljubljano. Zdaj tega ne bo več. Naj poudarim, še vedno se bodo določeni raki zdravili v Ljubljani, ampak mi imamo zdaj možnost, da jim dejansko lahko vse ponudimo, kaj obstaja, in to v Mariboru. Pa ne samo zaradi novih pospeševalnikov, tudi na račun drugih pomembnih pridobitev. Tudi novi CT simulator, na njem začnemo delati v ponedeljek. Že odprej pa recimo imamo planirni sistem RayStation, ki tudi temelji na umetni inteligenci, ki je v bistvu najboljši v svetu. Linearni pospeševalniki so po mnenju direktorja Mariborskega kliničnega centra pomembna pridobitev za rakave bolnike iz vse Slovenije. Kar pomeni, da bodo lahko potem bolniki obsevani v tem delu države z najsodobnejšo tehnologijo, kar bo seveda tudi dejansko vplivalo na kakovost zdravljenja. Z vsemi novimi pridobitvami naj bi se letno število 1200 obsevanih bolnikov povišalo vsaj za enkrat. Zdravnikov imajo dovolj, primanjkuje pa medicinskih sester. Za projekt onkologije smo zaposlili 8 diplomiranih in 8 srednjih medicinskih sester, kar je en potencial. Za negovalno bolnišnico pa še ne. Upajo, da bodo še v tem letu vse to rešili. V kratkem naj bi prišlo do rušitve stanovanjske stavbe v Masarikovi, saj so se vsi stanovalci izselili. Istočasno se bodo lotili urejanja okolice, predvsem pa so prepričani, da bo v jeseni zaključena celotna nadgradnja oddelka za onkologijo.